Lepo pozdravljeni na današnjem literarnem večeru, s katerim pa zaključujemo sklop literarnih kavarn v tej sezoni do septembra. Nocojšnja gostja je pa ženska, ki v svojem življenju združuje nenavadno kombinacijo. Je namreč doktorica znanosti na eni strani ter pisateljica in organizatorka kulturnih dogodkov na drugi. Danes se bomo z njo pogovarjali o razlogih za vstop v svet literature, o tem, kako dejstvo, da je znanstvenica, vpliva na njeno pisanje, o njenem prvencu, Profesor je končno mrtev, in o kriminalnem žanru na splošno. Maša Jelušič, lepo pozdravljeni v naši knjižnici. Pozdravljeni in hvala za povabilo. Malo sem že namignila, o čem bo tekla beseda, ampak začniva kar na začetku. Doktorirali ste iz varstva okolja, ne? In se potem ukvarjali z bioznanostjo. Z varstvom okolja. Z varstvom okolja, okej. To je bil zelo kratek čas. Potem ste pa popolnoma zamenjali poklicno pot in se posvetili pisanju. Zakaj takšna sprememba? Mislim, da samo en kratek odgovor tukaj skoraj ni mogoč. Predvsem se zgodi, življenje se nam zgodi, imamo svoje načrte, imamo svoje plane in mogoče je še največ k temu prispevala ravno ta občutljivost na umetno svetlobo, zaradi česar imamo danes malo manjšo svetlobo. To se je pač zgodilo čez noč, na lepem nisem mogla več delati v laboratorijih, nočne vožnje z avtom odpadajo, pisarne, 1 uro tega sicer mislim, da bo šlo. In potem začne človek iskati, išče druge poti, išče, kaj bi lahko delal. In to je bila res, bom tako rekla, to je bila kar dolga pot. Brez družine, brez partnerja me to sigurno ne bi uspelo, ampak lahko rečem, da je po 5-6 letih nekako preko prevajanja sem potem prišla v ta pisateljski svet, preko bralnih klubov in sem začela pisati. To je tako čisto na kratko. Sem imela pa vse te vmesne izkušnje in vseh teh mnogo služb, v katerih sem se preizkusila, mi zdaj zelo dobro pride pri pisanju, ker mi v bistvu skoraj noben teren, o katerem pišem, ni več neznan in sem spoznala res kupico novih ljudi v tem času. Verjetno ta občutljivost na umetno svetlobo močno vpliva na vaše življenje in verjetno marsičesa, kar se nam zdi samoumevno, ne morete početi, ampak a ste mogoče začeli poleg pisanja pa delati še kaj drugega, česar se sicer ne bi lotili? Ja, takoj, ko so prišle e-ink tablice, to so te tablice za branje, verjetno mogoče kdo od vas ima te črno-bele, zdaj so te tablice že v obliki računalnikov in takoj, ko je prišla ta možnost, sem seveda začela se ukvarjati tudi z drugimi stvarmi, na lepem sem lahko odpirala maile, pisala Word dokumente, Excel in tako naprej in sem začela z organizacijo malo kulturnih dogodkov in sem med drugim lansko leto po enoletnem kar veliko dela je bilo, moram kar priznati, smo naredili v Ljubljani na Vodnikovi domačiji Krimifest. To je festival kriminalk, kjer smo povabili vse naše največje te 4 stebre oziroma 5 stebrov od Mirt Komel, Tadej Golob, Irena Svetek, Mojca Širok in seveda Avgust Demšar. Tako da to je bilo to je bil kar zalogaj. Kako pa je izgledal ta festival? Je slučajno mogoče kdo od vas bil na tem festivalu? Sedaj malo drugače govor, se slab sliši. Aha, mikrofon. Ne vem. Mogoče tako boljše? Če ga imam tako gor? Je zdaj boljše? Boljše, okej. Je mogoče kdo od vas bil na festivalu Krimifest? Ne? No, če vas zanimajo kriminalke, vsekakor priporočam. Festival je izredno uspel, bili smo polni, dvorane so v bistvu pokale, naredili smo tudi nagrado za najboljšo kriminalko zadnjih 2 let v Sloveniji. Zmagovalec je bil Avgust Demšar za svojo Estonijo. Povabili smo od kriminalistov, forenzikov, skratka, imeli smo tudi bralni klub v konzorciju, ki je potekal čez celo leto. Na Inštitut za kriminologijo smo imeli 4 predavanja, kjer so kriminologi predavali o umorih v Sloveniji, o morilcih v slovenski in tuji literaturi. Skratka, res povabili smo strokovnjake, zabavo in
Mislim, žur je bil, tako da res lepo vabljen je tudi letos, novembra, načrtujemo ponovno izvedbo. Tako da, ja. Potem ste tudi polno zaposleni s to organizacijo tega festivala, verjetno. Ta festival in pa literarne ekokrajine, ki pa so odraz moje izobrazbe. Gre za dogodke v Cankarjevem domu, enkrat mesečno razpravljamo o knjigah, ki nagovarjajo podnebne spremembe. O knjigah, ki nas nagovorijo to našo ekološko zavest, ki nas tako malo dregnejo, da tako s tem ukrepanju. In to je pa mogoče res ta moj srčni projekt, ki pa upam, da se bo tudi še razširil. Pa bi mogoče lahko med znanostjo, s katero ste se prej ukvarjali, in literaturo, mogoče prav pisanjem kriminalk našli kakšne sporednice? Med pisanjem kriminalk in med znanostjo. Ja, vsekakor je treba oboje zelo dobro preštudirati. Za eno tako kriminalko, tako v tej knjigi je ogromno raziskovanja, tudi na koncu sem napisala, posvetovala sem se z kriminalisti, kriminologi. To je kar velika razlika, ne? Kriminalisti so ti ljudje, ki jih gledamo na televiziji, ki s pištolo tečejo naokoli in so vsi čist resni, ne? Recimo Boštjan Kavaca ga je upodobil pri Tadeju Goloba, Sebastijan Kavaca, in pa kriminologi pa so tisti, ki se pa ukvarjajo s teorijo, zakaj človek mori, z psihologijo, z penologijo, kako ljudi kaznovati, kako in v bistvu to je celoten en tak bolj teoretski del. In tudi z njimi sem se posvetovala predvsem za Mojco Plesničar, glede nasilja nad ženskami oziroma nasplošno nad vlogo žensk v kazensko-pravnem sistemu. Tako da to je bilo kar. In potem seveda še s policisti, zdravniki in tako dalje. Kje pa ste našli vse te ljudi, da ste dobili toliko podatkov? Ja, malo si komunikativen, malo greš do enega, greš do drugega, pošleš mail, 2, včasih tudi 5. Načeloma so ljudje zelo odprti, zelo radi govorijo o svojem delu. In tudi na koncu jasno povem, da vse napake so moje in vse napake v knjigi so predvsem zato, da zgodba deluje. In sigurno, tako da so se počutili varne in pa ja, malo sreče, no, pa kakšno poznanstvo. Veliko pišete, ne, o tem, o ženskah, tako na strani policije, kot na strani tistih, ki zagrešijo zločine. Ne? Ja. Zakaj se vam je to zdelo pomembno vključiti v ta roman? O mojem romanu zelo pogosto rečejo, da je angažiran. Zdaj, tukaj ne vem, to prepuščam publiki, da se sama odloči. Meni osebno se najbolj angažirano zdi ravno ta poteza, da sem za glavno junakinjo dala kriminalistko Katjušo Jakopič, da je v bistvu da je ženska enkrat tista, ki ima v roki pravico. Tista, ki je zakon, tista, ki je na vrhu. Zdi se mi, da je nekako tega premalo in tudi nasplošno, ne, recimo v resničnem življenju, preiskovalnih sodnic je več žensk kot moških. Vendar, a ste že videli kriminalko, v kateri bi bila ženska preiskovalna sodnica? Tudi na sodni medicini imamo zelo veliko žensk. Vseeno so skoraj vedno to moški. In se mi zdi, da mogoče kot družba se lahko začnemo počasi navajati, da so ženske povsod, na zadnje le polovico prebivalstva, in zato se mi je to zdela zelo, zelo važna poteza, da sta 2 glavni preiskovalki, v bistvu tudi Zofija Petrič, da sta 2 glavni preiskovalki ženski, in to se mi zdi mogoče največja angažiranost tega dela. Pri drugih stvarih pa sem bolj tipala, ne. To je bila moja prva knjiga in nisem si upala iti mogoče čist predaleč, tako da dobivam sicer zdaj odzive, da bi lahko šla še dlje, ampak Dajte na tem mestu malo več o Katjuši Jakopič povedati. Ona pač ni taka neka fatalka, ni zelo taka povprečna ženska je, a ne, v resnici. Ampak blesti pa s to svojo pronicljivostjo, z tem raziskovalnim, preiskovalnim umom. Kako ste jo oblikovali? Zakaj tako? Ja, mogoče je še najbolj povprečna v tem, da najmanj povprečna v tem, da uživa v svoji povprečnosti. Da je z njo sprijaznjena, tudi videza nisem želela opisati, vsak si nekako dvomim, da ga kdaj bom.
želela sem ustvariti, ne vem, en lik ženske, ki ni odvisen od tega, ali je mati, ali je hčerka, ali je žena, ali je ljubica, ali, ne vem, hodi vsak dan na, ne vem, depilacijske tretmaje, na frizerju, po nakupih, ne vem, no. Kaj ostane od ženske, ko ji vzamemo vse te stereotipe? To sem nekako hotela ustvariti. Mislim, da se bo to pokazalo šele čez več knjig. V prvi vsem to mogoče še prehitro, sem se vseeno veliko tudi osredotočala na samo zgodbo, ampak tako nekako eno sproščeno žensko, ki se ful dobro počuti v svoji koži in ki je inteligentna in ki uživa v svojem poklicu, ima dobre sodelavce, hkrati se mi pa seveda dala tudi eno tole manjšo travmo, ne? Ki se bo razrešila v naslednji knjigi. Načeloma sem hotela, da bi to združila v dve knjigi, ampak sem potem videla, da bo to predolgo in potem sem to kar v 2 romana razrešila. Tako da ja, ne vem, ženska kriminalistka, ja, to se mi zdaj skoraj nujno, no? Tega. Ne vem, zakaj ni tega več. Koliko mora pa pisatelj pri kriminalnem romanu slediti tej realnosti, da je zgodba še vedno verodostojna in koliko jo lahko priredi, zato da je zgodba bolj berljiva, zato da zgodba bolj vleče, da je bolj napeta? Tle pa mislim, da smo si tudi bralci zelo, zelo različni, ne? Nekaterim je to zelo pomembno, da je zgodba resnična, da zgodba stoji, nekaterim je vseeno, če so kakšne malenkosti. Jaz moram reči, da pri svojem področju sem zelo popustljiva, ker se tiče kakšnih ekoloških, recimo znanstveno-fantastičnih romanih, ki govorijo o podnebnih spremembah. Tudi pri kriminalkah, ja, recimo ne bom dala v svojo kriminalko, da DNK odkrijejo v enem dnevu, ker pač kot znanstvenica vem, da to ni mogoče. Bom pa recimo si privoščila, da na koncu romana uberem eno Agato Christie in vse ljudi zberem v dnevni sobi in kriminalistka to razreši, ker nenazadnje je to en tak trik, ki je prisoten že v toliko filmih in knjigah in tudi noben kriminalist ni imel popolnoma nič proti temu, sem se zdelo to še zelo v bistvu zabavna umestitev. Tako da to seveda ni realno, ne? Kriminalist ne bi šel v eno dnevno sobo in razkril morilca oziroma morilko, ampak je pa to en tak zanimiv prijem, ki marsikaj olajša in zaradi česar je zgodba bolj zanimiva, ne? Ker imaš vse te konflikte med sabo, vsi ti osumljenci med sabo so v isti sobi, ti veš, da bo zdaj kdo bo to razkritje in to se mi ni zdelo toliko sporno. In pa še ena stvar je, ki jo delajo popolnoma vsi, nisem še našla romana, ki tega ne bi naredil, je pa to. Ko se zgodi zločin, najprej pridejo kriminalisti, najprej pridejo policisti, pridejo kriminalisti, ponavadi je to eden, potem pridejo forenziki, potem pridejo v tehniki, potem pride ne vedno tudi sodne medicine oziroma truplo odpeljajo na sodno medicino. Na forenzičnem laboratoriju imamo mi, mislim, da več kot 80 zaposlenih ljudi. Eni preverjajo prstne odtise, eni kri, eni to. Tudi na sodni medicini imamo poseben laboratorij, kjer preverjajo prav posebej iz trupla, vse stvari, ki so na truplu, ne? Medtem ko forenziki preverjajo vse stvari, ki so na oblekah ali na tleh. Skratka, teh ljudi je 200, če rečem po tamalem, v vseh filmih in knjigah pa je to navadno ena oseba. Tudi kriminalisti so mi rekli, da je enkrat gospa rekla, Polonijo mi je povedal, enkrat ena gospa rekla, ko so prišli na kraj umora, pa kaj vi tle delate že 3 ure? Jaz sem glih kar gledala kriminalko, kjer so to v pol ure vse uredili in so dobili analize in vse. Mislim, da bi bila knjiga zelo dolgočasna, če bi vse te osebe vključila. In postopke natančno. Ja. Omenili ste, da še ene kriminalke niste prebrali, kjer bi bilo tako, ne? A nasplošno berete zelo veliko kriminalk, a berete še kaj drugega? Kaj najraje berete? A imate kakšno priporočilo bralno? Sem v 3 bralnih klubih, večkrat preveč, tako da zelo veliko berem. Rada berem kriminalke in rada berem literaturo, kot sem že omenila, ki ima to ekologijo in naravo. Zelo rada imam eseje. Zadnje leto sem tudi v klubu esejev, od družbeno angažiranih do tudi naravnih, tako da to spremljam kar zadnje čase tudi slovensko literaturo, kar veliko preberem, tako da in pa ja, vse, ne vem, mogoče da me v zadnjem času najbolj očarala res ta Tasmanija od
Jordana. Ja. Tam je bilo mogoče zelo, zelo blizu. Priporočam, je pa popolnoma drug stil, ne? Gre za čisto tako realistično. Me je res zadela, ja. Zdaj, kriminalni roman velja za trivialno zvrst, ne sodi visoko literaturo, ampak v zadnjem času kar precej pridobiva na veljavi. Vi ste že prej omenjali tudi slovenske avtorje, ki so izjemno popularni. Tudi v knjižnici vidimo, da so več ali manj te knjige ves čas posojene. Krimi fest ste organizirali, ki tudi pravite, da je bil zelo dobro obiskan. Knjižnice ste imeli tudi pred 3 leti. Je to samo mestna knjižnica v Ljubljani? Možno imela tudi, se upravičujem oni so imeli, prekinitev, ampak oni so imeli tudi prav tak, v kriminalkah. No? Mini krimi fest. Tako, mini krimi. Ampak verjetno tudi med kriminalnimi romani obstajajo razlike. Kaj so pa po vašem mnenju odlike take res dobre kriminalke? Mislim, da je dobra kriminalka odvisna od bralca. Težko bi rekla, da obstaja nekaj takega, kot je dobra kriminalka, ker nekomu so všeč kruti umori, so všeč recimo razkosavanje, jim je to zanimivo. Nekomu to ni. Nekomu so všeč uganke, nekdo ima raje kriminalke, ker vemo že, kdo je kriv in se raziskuje. Skratka, mislim, da vsak najde en tak svoj stil kriminalke in potem tega bere. In zdaj, ko je toliko teh oznak, se mi zdi, da na vsako knjigo res vržemo 21 oznak, se bralec lahko nekako znajde. Pa bi lahko tem različnim kriminalkam jih nekako v neke podžanre razvrstili mogoče? Ja, naj recimo, začelo se je recimo, če gledamo od Agate Christie dalje, to so te cozy domačne kriminalke, temu sem probala slediti. Domačne kriminalke smo to prevedali v slovenščino. Večina jih tako prevaja, tudi na prevajalci na pomoč na tej skupini Facebook so tako predlagali, tako da to kar uporabljamo. Potem so te whodunit kriminalke oziroma kdo je storilec kriminalke, tudi to je nekaj takega. Potem imamo te trde kriminalke, to so te Chandler in so te pisatelji iz 20-30 let. Tam imamo ponavadi fatalno žensko, ki je morilka zapitega detektiva, ki deževne dni in mesta, to so te trde kriminalke. Potem imamo skandinavski noir, kjer je prišel Joe Nesbo zelo do izraza, in vse te skandinavske kriminalke, mislim, da jih je tudi največ v Sloveniji, so izredno prevedene, od norveških, od Camille Lagerberg naprej. Začetnik je bil pa tale gospod Stieg Larsson. Tako da to so vse, potem imamo tudi romantične kriminalke, imamo grozljive, imamo zgodovinsko nenazadnje Aljoša Harlamov. Tako da, ja. Njega smo tudi pred kratkim gostili pri nas. On je tudi nekaj novega začel s tem v Sloveniji. Tako da, ja, vsak ima zase, evo. Pa se more pisatelj kakšni zakonitosti držati, ko piše kriminalko? Ja, verjetno namigujete na ta pravila od Van Dyna, pa teh 10 pravil. V bistvu samo sprašujem. Nekateri pravijo, da so ta pravila, da je žanr nekako ukleščen, ker je mogoče nekako res, skoraj nujno moraš imeti truplo, skoraj nujno moraš imeti preiskovalca, skoraj nujno moraš imeti vse te stvari, ampak mislim, da če se držiš recimo 91%, druge pa ubereš svojo pot, lahko marsikatero pravilo prekršiš. In je to tudi zanimivo, da presežeš to bralčevo obzorje pričakovanja, da ni to le navadna kriminalka, ampak nekje prekršiš ta pravila. Rekli ste, da je ta vaša knjiga bi bila cozy crime, domačna kriminalka. Zakaj ste se pa vi odločili za ta slog? Predvsem, ker nisem pristaš nasilnih prizorov. Sem prebrala vse Irene Svetek in tudi veliko Joea Nesba, tudi tegale, ki je prišel zdaj v Ficka. Tako, ja. Ampak enostavno nisem toliko fan tega. Ne vem, te stvari mečke so mi mogoče dolgočasne. Bolj me zanima, zakaj ljudje morimo, kaj je tisto, zakaj se odločimo. In pa všeč mi je, priznam, ta uganka. Všeč mi je tako male namige notri puščati, ne le do glavnega morilca, ampak tudi do stranskih zgodb, ki se potem na koncu razpletejo. Ta ugankarska, recimo tako kot
Anglež Osman, ja, Richard Osman, Aha, Osman, recimo, ja. on ima tudi ta Četrtkov klub klub za umore, on ima tudi to uganko. Ne. Ta stil mi je nekako všeč, tudi Agato Kristi obožujem, ga tudi poznam in mi je bilo za prvo knjigo, v bistvu jaz sem šla na to, ker mi je všeč. Kaj pa vas najbolj fascinira po Agati Kristi? Kaj je tisto, kar vas je najbolj pritegnilo? Verjetno ste vsi, mislim, po mojega ni človeka, ki ne bi Agate Kristi prebral. Meni je pri njej tako zanimivo to, odpreš prvo stran, ona si vedno izbere prizor. Ti imaš pred sabo prazen list kot pisatelj in ona si izbere prizor. Ona recimo reče, to se bo dogajalo v kuhinji, to se bo dogajalo v spalnici. Izbere si 2-3 like in ti po eni strani, po kratkem dialogu, vidiš te like. Brez odvečnih okraskov, brez skrčen literarni slog, vse res je poznavalka človeških značajev. In starejša, kot sem bolj to cenim, mogoče, ko smo z mamo brali, ko sem bila mlada, me to še ni tako fasciniralo. Zdaj pa vidim, da to mi je zgoščeno. Ona tako zgoščeno v parih stavkih in veš o teh likih povedati več, kot je ona napisala. To mi je v bistvu najbolj všeč pri njej. Ja. Zakaj pa mislite, da nas vedno znova vleče v ta zločin v literaturi? Zakaj so kriminalke tako priljubljene med bralci? To bi mogli bralci povedati. Jaz sem kar optimist in mislim, da nas ne vleče to, da nas zanima, kako ljudi ubijajo, ampak da nas zanima to, da se na koncu vse razreši. Ker, bodimo iskreni, večina kriminalk, zdaj govorim večina, navija za detektiva. Ne navija za morilca. Pustimo zdaj Hannibala Lecterja ob strani. Ampak večina kriminalk navija za to, da se zadeva na koncu razreši, da pride do enega reda, da pride do... Da nekako več teorije tukaj, ne. Recimo ena je tudi mi je bila zanimiva ta teorija rdeče kapice, ne. Zakaj rdeča kapica? Da punčkam pokaže, da se ne smejo v rdeče oblačiti in da ne smejo po noči hoditi same v gozdu, se pravi upadljivost in sama, ne. In enako kriminalke, ne. Preko kriminalk bi mi nekako videli, kaj, ne, to je mogoče eden izmed razlogov, to sem nekje prebrala, zakaj tudi ženske tako več berejo kot kriminalke kot moški. Ker moški kriminalke manj berejo, kot je tudi vidno iz današnjega občinstva. Skratka, teh teorij, zakaj jih beremo, se mi zdi je veliko, ampak meni je mogoče najbližja ta, ja, da radi preberemo zgodbo, ker vemo, da bo na koncu vse razrešeno, radi se navežemo na te like, preberemo njihove zgodbe, odtavamo v en svoj svet in je to. Zdaj se pa še malo bolj posvetiva profesorju, ki je končno mrtev. Rekli ste, da ste po daljšem obdobju prišli do tega, da ste napisali kriminalko, ampak kako pa sploh poteka pisanje kriminalke? To me je vedno zanimalo, a se najprej naredi ena struktura, eno drevo, pa se potem okrog njega listke napleta, ali ste imeli vi kakšno drugačen postopek, dajte nam to malo pobliže predstaviti. Pogovarjam z kolegi, pa tudi iz Krimifesta sem od veliko drugih slovenskih kolegov izvedela, kako pišejo. Vsak ima eno svojo metodo, jaz načeloma imam najprej umor. Najprej imam razlog, zakaj nekdo nekoga umori in potem nekako se mi v glavi izpostavi ta moment žrtev morilec, v kakšnem odnosu sta in kakšna sta njuna dva značaja. Potem pa ne vem, potem se pa vse začne odvijati, narisati si moraš potem dodatne like, zato da bralca zavajaš, zato da dodaš noter kakšno angažirano stvar, ki ti je blizu, da poveš mogoče kakšno stvar prek določenega lika, ne? Recimo pri hentai stripih, da poveš nekaj o teh stripih, recimo pri zdravniku, da poveš nekaj o lekadolih, pač tako enostavno si te like potem izbiraš. Je pa res, da se te like spreminjajo, ne? Kakšni liki potem sred knjige spremenijo, ne samo ime, ampak spol, starost, ne rečeš, joj, tole bi bilo poboješ, če bi bila ženska, ali pa tole bi bilo poboješ, če bi bil moški in tako to gre. Potem so pa seveda zapiski, ne? To je morje zapiskov, morje prebranega in na koncu se pač moraš odločiti za tisto zgodbo in jo pišeš in vmes, saj jaz jo vmes spreminjam. Jaz nisem tako, da bi kar v glavi, tako kot ne vem, Tesla, videla že celoten mehanizem knjige, ampak
se to spreminja definitivno. Ampak na koncu se vse razvejane zgodbe morajo zaključiti, morajo v neko celoto. Ne? In to je potem, ko daš tistim bralcem, opaziš, ko se kakšna zgodba Evo. Omenili ste, da Agatha Christie začne svoje knjige z prizorom, kjer predstavi osebe. Vaša knjiga se pa začne kar skico, ne? Skico hiše, kjer so označena stanovanja in napisano, kje kdo stanuje, takole. Kje kdo stanuje in kaj je po poklicu. Ne? Veliko lepša kot moja prvotna skica. Tako da bralec že na začetku takoj spozna vse osumljence in seveda tudi žrtev. In s tem že na začetku postavite uganko in nekako bralca potegnete v razreševanje te uganke. Tako kot ste omenili, vmes malo zavajate, ne, da raziskuje. A pa vas tudi sicer bolj privlači ta reševanje uganke kot reševanje temnih plasti človeške narave, ker pač te ljudje tukaj za nikogar ne bi mogli reči, da bi bil ravno zloben, ne? Razen mogoče žrtve. Ja, to je pa tisto večno vprašanje. Pri tej knjigi sem se osredotočila na zgodbo. Lahko bi se osredotočila tudi na, tukaj sem šla bolj na to, da je vsakdo lahko morilec zaradi določenih motivov. So pač določeni motivi, ki po določenih teorijah skoraj iz vsakega izmed nas lahko naredijo morilca. Bova to prebrali še en odlomka, ne, v zvezi s tem. Lahko se s tem strinjamo, lahko se ne. Ampak oboje me zanima. Mislim, da zdaj v drugi knjigi se vsekakor mečkano bolj osredotočam poleg zgodbe tudi na to. Sama mogoče nisem glih pristaš v psihologijo zla. Sama ne verjamem, da smo ljudje zlobni. Tle se mogoče razlikujemo od Agathe Christie, ki je rekla večkrat, da obstaja res zlo. Ne vem, meni se bolj zdi, da smo vsi po naravi dobri, ampak smo prevečkrat s to kopreno teh strahov in da od tle prihaja to zlo, ampak to je čisto moje osebno mnenje, ki ga lahko kadarkoli kdo proba oponirati. In me bolj zanima, zakaj pride do tega, da nekdo postane to. Mogoče me malo manj zanimajo te morilci, ki so bili že zelo dobro opisani, to so te psihopatski morilci, spravi, to so pa res morilci, ki recimo tudi dokazano, so te psihološke analize in vse to, ki so res popolnoma brez empatije, ki res v bistvu ubijajo zaradi, ne vem, ker ne dobijo recimo škatle piškotov v trgovini in ubijajo prodajalko in vzamejo piškote. Ne? Tudi taki ljudje obstajajo, ampak v teh je bilo napisanih res že ogromno. Se mi zdi ogromno enih del in kriminalk. Je tudi tista stvar, ki ogromno ljudi zanima, ampak ne, tukaj sem se reč mogoče osredotočila na nekaj drugega. Bi zdaj v zvezi s temi motivi prebrala kar začetek knjige, en odlomek. Do včeraj ni nikoli, prav nikoli pomislila na umor. Ko pa jo je danes zjutraj priložnost prvič oplazila, je do opoldneva že postala obsedena z njim. Ni dvoma, je razmišljala tisto nenavadno popoldne. Zvečer bo zaspala kot morilka. Nepremično je strmela obled starikov obraz, v zaprte oči, globoko pogreznjene v lobanske kosti. Če je odmislila raskav zvok in komaj opazno vzdigovanje prsnega koša, bi pred njo prav lahko ležal mrlič. Mrlič, beseda ji je odmevala v glavi. Bo res morila? Nekoč je gledala oddajo o slavnem ameriškem detektivu. Rekel je, da ljudje morijo zgolj in le iz 3 razlogov. Zaradi denarja, strasti in želje po moči. Morda se sprašujete, ali obstaja še 4. kategorija, je vprašal ta modri in izkušeni detektiv. Ne, ne obstaja. Toda kaj pa ljubosumje, maščevanje, jeza boste umovali? Vprašajte se naslednje, kaj jih povzroča? Na to vprašanje obstajajo le 3 odgovori in zdaj jih veste. Verjetno o teh motivih obstaja precej teorij, ampak
verjetno je marsikdo med nami že kdaj pomislil, da bi najrajš v jezi kar nekoga ubil, ne? Ampak od misli do dejanja je vendarle velik preskok. In kaj je tisti sprožilni moment, ko običajen človek postane morilec? Kaj pa te teorije? To je vprašanje za 55 milijonov evrov. To so pa potem razne teorije spola, teorije, da je za to denar, da so za to biološke, recimo včasih so mislili tisti, ki imajo malce, ne vem, tak nos, obliko lobanje, to je šlo potem naprej na genetiko, potem imamo teorije družbene razslojenosti, ne, nižji sloji proti višjim slojem, skratka, tle eno morje teorij. Iskreno, ne vem zakaj, mislim pa, da vsi, ki beremo kriminalke in ki kriminalke pišemo, da se s tem ubadamo, da to naredimo, ker se da najbolj prepričljivo. Čeprav, če poslušamo, verjetno tudi, zdaj je zelo popularen namreč tale true crime, ne? Če se gleda true crime, tudi dostikrat vidimo, da v ozadju ni kakšne zapletene psihologije, ne? V ozadju, nažalost, je tako, da v realnosti ni tako kot v romanih, v realnosti je ponavadi to pač ponesrečen pivski prepir in udarec preveč ali kaj takega, ne? Tako da ta psihologija ni tako vznemirljiva, kot jo mogoče nekateri romani skušajo opisati. Omenili smo že, da so vsi vaši junaki v bistvu povprečni ljudje, ne? Da nihče ni zloben, nihče ni psihopat, nihče ni nek serijski morilec. Vsi so navadni, povprečni, neizstopajoči posamezniki. Ste s tem želeli pokazati, da v bistvu vsakdo lahko podleže tem trem jezi. Tako nekako. Kaj so že bile? Denar, ljubezen pa... Štirje so. Denar, strast in želja pomoči. Tako, želja pomoči. Tako. In pa samo obramba, če je. Tako. Vi pa v to zgodbo, ki vleče, ne, to vam res priporočam roman, vpletate tudi družbeno kritiko, predvsem se ukvarjate veliko z nasiljem nad ženskami, spolnim nadlegovanjem, gibanje jaz tudi omenjate. A se vam zdi, da je ravno ta angažiranost tisto, kar kriminalni žanr lahko dvigne nad trivialno literaturo, ker s tem vendarle kaže nekega duha časa, v katerem je knjiga nastala? Ja, zdaj, kaj je trivialna literatura, o tem mislim, da bi tudi lahko veliko govorili. Nasplošno tudi vsaka kriminalka, če pogledamo recimo en opus ene kriminalke, kaže neko angažiranost. Že mogoče samo s tem trikotnikom žrtve, storilca in kdo preiskuje, ne? Že samo ta trikotnik nam lahko pove marsikaj o času, v katerem je kriminalka nastala, ne? Se pravi, če so žrtve večinoma lepe ženske in ne vem, detektivi večinoma taki lepi, zapiti moški, nam to že nekaj pove o času, v katerem je, ne glede na ostale mogoče ostale elemente kriminalk, ampak zato so tudi teorije, ki se s tem ukvarjajo. Kako smo v bistvu že... Kaj lahko kriminalko, ta angažiranost, ne? Kaj lahko dviguje? Privzdignejo sigurno tudi recimo en mogoče malce bolj izpiljen slog. Jaz bi težko nasplošno sploh rekla, da je kriminalka kadarkoli trivialna literatura, ker mogoče sem odraščala res popolnoma v drugačnem vzdušju. Moja mama je bila arhitektka in poročena zdravnikom in to se je veljalo, kaj boš zdaj to kriminalke pa stripe brala, to se pa res ne spodoba, ampak ona je bila upornica in je seveda brala kriminalke. In je tudi meni od majhnega vzgajala, da stripi in kriminalke, ker to je mogoče res, ne vem, 50-60 let nazaj, res ni tako kot zdaj, ne? Ko mi gremo na plažo in s ponosom beremo kriminalko, se mi zdi, da včasih, saj po pripovedovanjih, je bilo to vseeno malce bolj kot trivialna literatura, zdaj nas ni več toliko sram. In se mi zdi, da tudi recimo Aljoša tudi tukaj zelo dobro pove, ne, da čim je nekaj popularno, je že slabo. Čim je nekaj popularno, je že, to je pa zdaj že trivialno, ne. Zakaj? Ne, jaz nasplošno sploh ne bi rekla v bistvu kriminalke kot trivialne. Mislim, da ni treba samih kriminalk vzdigant nad to, ampak da je treba mogoče naš pogled malo spustiti, pa pogledati, če hočemo pač kriminalko z
izbrušenim slogom bomo brali Aljošo ali recimo Tano French, če hočemo kriminalko, v kateri, ne vem, bomo gledali uganke, bomo recimo vzeli Agato Christie, tako nekako biti. In to smo tudi hoteli narediti to nagrado Pila za najboljši kriminalni roman, ravno to, da bi se to malo demistificirali, da bi to malo razblinili, da bi pokazali, da tudi kriminalke niso več trivialna, trivialna literatura, ja. Pa imate za leto že kakšen izbor narejen za to nagrado Pila ali še čakate na kakšne izdaje? Nagrada se bo podeljevala samo na 2 leti. Aha, ker slovenska produkcija se mi zdi, da vseeno ni tako zelo velika. Vseeno se pa potem ločijo mogoče dobre kriminalke. Govorimo čisto iz knjižnega stališča, ne, da ima kriminalka urednika, da je urejena, da je lektorirana, da je določeni kriteriji, ki jih žirija tudi pozna, morajo biti izpolnjeni. Ampak bo seveda na 2 leti. Ne. Ker to vsako leto se mi zdi, da bi potem hitro vsi 4 glavni favoriti pobrali vse nagrade in bi se potem to samo ponavljalo. Ampak vi pa vendarle to angažiranost vključujete, družbeno angažiranost v roman. S kakšnim namenom? Iz preprostega namena, ker, kot smo že govorili, kriminalke so zelo brane. Kriminalke so najbolj brane. Mislim, da so zdaj tudi so presegle ljubezenski roman. To je eno izmed najbolj branih hčiv po celem svetu, ne samo v Sloveniji. Kar pomeni, da jih bere veliko ljudi. Če nekaj bere veliko ljudi in se ti odločiš to napisati, mi je bilo v bistvu zabavno napisati noter, dati noter določene stvari, ki jih bo veliko ljudi prebralo in izvedelo. Se pravi, nekaj o ženskah v kazensko-pravnem sistemu, nekaj o vseh teh temah, ki vsak od teh likov ima, sem želela nekaj povedati in najlažje je to mogoče povedati preko take zabavne, neobremenjene kriminalke, ker to ni resen, to ni zamorjena knjiga, no. To je tako humorna kriminalka. Veliko imate pa tudi statističnih podatkov v knjigi, a ne? Ja. Če ne bi šla študirati varstvo okolja, bi šla statistiko. O številu žensk na policiji, o številu ženskih storilk kaznivih dejanj. O lekadolih mislim, da imam tudi, koliko umorov je. Ja, no to tam je bila res zanimiva. Nisem vedela, da človek lahko od lekadolov umre. Ja, to je. Ne pojesti več lekadola, kolikor piše na škatlici, ker je smrt zelo, zelo, zelo neprijetna, traja več dni in večina ljudi tega ne ve. Tako da je tudi poučno čtivo. Poučno čtivo. Ni zdravila. Kako to, da je toliko statistike? To je vaša ta znanstvena žilica malo pripomogla k temu? Sem se trudila, da je tako spontano, no, da so te podatki tako, da so spontano vrženi, da niso preveč, da ne izstopajo, ampak ja, vseeno, če hočeš povedati nek podatek, recimo, se pravi, v tej knjigi me je precej vleklo v ta moško-ženski to razlikovanje, ne, ravno zadnjič sem brala en članek, koliko morilcev in morilk je v slovenskih kriminalkah, ker je nekaj časa zelo veljalo, da v slovenskih kriminalkah je pa veliko žensk morilk. In je bila zaključek te raziskave, da saj v slovenskih kriminalkah je žensk, ne vem, mislim, da je 40%, ostalo so pa moške, ne. Ampak to je veliko. V realnem svetu je žensk morilk v nekaterih državah 1%, 2%, mogoče v Sloveniji mislim, da jih je 8 ali 7. To je zelo velika razlika je med morilkami v kriminalnih romanih in med morilkami v realnosti. In ja, to pa je mogoče stvar, ki sem jo želela izpostaviti, ker zelo malokrat, ko berem kriminalko in je ženska morilka, si rečem, ok, tukaj je bilo pa dobro. Ja. Povedali smo že, da so večinoma vsi, da noben izmed likov ni izrazito negativen. Ne? Se vam ni zdel noben negativen? Najbolj negativen nas se mi zdela žrtev, ne? Okay. Tale naš profesor. Marsikdo v knjigi namreč misli, da si je smrt zaslužil, ker se je v preteklosti izživljal nad ženskami. Bil je celo obtožen, ne pa tudi obsojen. Zakaj ste se pa vi odločili, da bo žrtev negativec? Se vam zdi, da potem bralec mogoče malo bolj prizanesljiv do morilca ali morilke? Iskreno, mislim, da v prvi kriminalki bi težko ubila nekoga popolnoma nedolžnega. Mogoče je bilo to najlažja prva smrt.
Ja, evo. Okay. Prva smrt, tudi prej ste že omenili, da boste Katjušo Jakopič pa njeno travmo razdelali naprej v naslednji knjigi. Iz tega razumem, da je načrtovana kar neka serija teh knjig. Imate že kakšno številko v mislih? Številko sicer sem včasih, bolj imam, jaz imam log zgodbe, imam nekako v glavi, zdaj v koliko knjig bom pa to uspela narediti, pa ne vem, ampak po mojem 3, 4, tudi 5 mogoče, ne vem, ampak ta log bi rada izpolnila, potem bomo pa videli kam naprej, ta log teh glavnih likov. A veste, kaj nas bralci pogosto sprašujejo, sploh pri teh serijah kriminalnih romanov, ali jih je treba brati po vrsti? A bo vaše treba brati po vrsti? Jaz se trudim zdaj drugega pisati, zelo dobro vprašanje, se trudim ga tako pisati, da bi lahko drugega najprej prebrali, pa potem prvega. Da ne bo nič izdano o prvi knjigi. Hkrati bo pa potem prva tudi zanimiva, ker bo bralec vedel, kaj se je Katjuši zgodilo in bo po svoje zanimiva. Ne? Enako velja, če bereš najprej prvo in potem drugo. Ok, zanimivo. Kakšni so pa odzivi bralcev? Nekje sem zasledila, da ste ga tudi v tujini roman predstavljali. Ja, na festivalu Thriller Fest v Beogradu, ki se je lansko leto prvi zgodil, to je prvi krimi fest v regiji in v vseh državah. Najbolj zanimivo je bilo, da so takoj gospodične prišle k meni po koncu nastopa in so rekle, wow, vi imate pa, mi v Srbiji imamo toliko te korupcije, pa sami moški so posod, pa ta patriarhat, vi imate pa kar kriminalistko, tako da to mi je bilo tako tak zanimiv, lušten prvi odziv predstavitve v Beogradu. Ampak ja, odzivi bralcev tudi danes, sem zelo vesela, da vas vidim v takšni veličini, hvala res za obisk, zelo me presenečajo, mislim, razveseljujejo me vsi, tudi kakšne kritike, ne? Mi je všeč, če mi nekdo recimo pove, tole pa mi ni bilo najbolj všeč, ne? Ker tako spoznavam, ne? Spoznavam, kaj si bralci mislijo in o tem, tudi če nekomu ni všeč, ne? Mu ni všeč, ni s tem popolnoma nič narobe. Pa pišete tudi kaj ali pa načrtujete tudi kaj izven te serije? Ja, načrti za pisanje imam res preveč, vsekakor kaj ekološkega. Mogoče je dovolj, da samo to rečem, kaj eko z globalnimi spremembami, nekaj v tej smeri. Ja. Prevajate tudi še poleg pisanja? Ne, ni časa. To se je pa ukinilo popolnoma. Pri vseh teh bralnih klubih in tem, ne, ni časa. Najlepša hvala za tale pogovor. Jaz sem svoje vprašanja izčrpala. Mislim, da ste tudi vi kar precej izvedeli v knjigi. Ima še kdo od vas kakšno vprašanje mogoče za našo gostjo? V televiziji precej teh, na primer Smrt v raju ali pa Smrt na podeželju, v Kolumbu, ne? Ja. Naprimer, pri Kolumbu pokaže, kdo je ubil, ne? Ampak pol pride Kolumbu in pol raziskuje tisto. Ne? Ja. Naprimer, Smrt v raju ali pa Umori na podeželju, pa do zadnje minute ne veš, kdo je. V zadnje minuti se odkrije, ne? Ker tisti umori, ki se zgodijo, je morilec zakrit, ne? In pol kriminalista raziskujeta tisto. In tam res gre vse do zavarovanj, če kdo kaj dolžen, pa pol sorodstvene vezi, mislim, res razširjenjamo do amena. Ja, v Umorih na podeželju, če slučajno kdo gleda, ubijajo povprečno, spet malo statistike, 3 ljudi na serijo, ker se mi je zdelo, wow. Statistika, tudi o tem. Spet statistika, ja, evo. Toliko veliko. Ja. To jaz rada gledam, pa nisem vedela, da jih toliko umre. Veš, če gledaš vse, pa če malo tako poznaš potem že kam oni, veš, mi s kolegi prav to gledamo in prav tekmujemo, kdo bo v kanu. Tudi pri kriminalkah, ki jih veliko prebereš, si v bistvu že zelo vesel, ko najdeš eno, pri kateri ne veš že na polovici, vsaj na polovici, kdo je. A pri tej ste približno vedeli? Ne, sploh mi je bil pa preobrat z listkom zelo všeč. Ja, tako da dobra ideja, se mi zdela zelo. Dober preobrat. Ja. A bi še kdo? Dober večer.
večer. Večer. Jaz bi vas pa vprašala, moje ozadje je primerjalna književnost, pa me zanima mogoče vaša odločitev, da so liki poimenovani po pticah. Je tukaj zadaj kakšen poseben razlog? Ja, lepo, da ste to omenili. Dobro vprašanje. Več ljudi me je že to vprašalo. Zdaj, v naslednji knjigi imamo enega izmed glavnih likov, ki se piše Maček. Tako da, ja, vsekakor ima mogoče en tak zabaven preobrat, ki se bo za tiste, ki bojo to opazili, bo na koncu mogoče en tak epilog tega. Je pa to spet ena izmed mnogih ugank, ki so, priznam, tukaj notri v tej knjigi skrite. Tako da, ja, lepo videti, da ste opazili. Hvala. Bi še kdo kaj vprašal? Potem se vam pa jaz najlepše zahvaljujem za obisk. Zahvaljujem se naši gosti, Maši Jelušič, za ta pogovor in za zanimivo zgodbo. Veselimo se že nadaljevanja. Tudi danes lahko dobite še nalepko za Okusimo besedo, tamle zadaj pri sodelavki. Bi vas pa opozorila, da se počasi tole naš projekt zaključuje. Do 30. aprila še zbiramo zloženke. Želim vam pa tudi čez poletje in do naslednje sezone veliko dobrega branja. Pripravljamo tudi za poletje kakšne bralne sezname priporočilne, če bo kdo iskal kakšne knjige za na dopust, pa ne bo imel ideje. Danes pa lep večer še naprej. Hvala lepa. Hvala za povabilo.